V tretjem predavanju bi na kratko prikazali en pomemben del bibliometrije, to so kazalniki ali indikatorji. Namreč raziskovalci so razvili in še vedno razvijajo seveda različne metode in modele. Pomemben del predvsem teh modelov je izdelava različnih kazalnikov ali indikatorjev, ki nadomeščajo zamudno zbiranje in obdelavo posameznih podatkov. Namreč v bibliometriji skoraj da lahko govorimo že o enih big data, o velikem številu podatkov. Vedno delamo na tem, delno tudi, ko bomo videli kasneje, zaradi napak, ki se pojavljajo. Seveda vemo, da obstaja neka zakonitost, več imamo podatkov, manjši vpliv ima tisti določen odstotek ali manj napak. Zato so te indikatorji in kazalci tako zanimivi. Seveda drugi vzrok, zakaj posegamo po njih, so predvsem v tem, da jih razumejo. Mogoče, da bi če bi napisal ta razumejo, dali v narekovaje, tudi tisti, ki se z bibliometrijo raziskovalno ne ukvarjajo. Torej so izdelani tako, da so relativno razumljivi ali pa saj na videz se nam zdijo zelo razumljivi, včasih je to dobro, včasih pa seveda ne najboljše. Merilo je v bistvu neka enostavno določena vrednost, ki smo jo sami izračunali ali povzeli iz specializiranih baz podatkov, drugih informacijskih virov, o teh bazih podatkov bomo še govorili. Gre za specializirane seveda bibliografske baze z dodano vrednostjo in jih uporabljamo v bibliometrijskih analizah. Torej ima neko generično obliko in ga lahko uporabimo za različne namene in s tem, kot sem rekel, tudi nadomestimo lahko večje število podatkov. Ni nam treba posebej izbirati te podatke. Zato so ta merila zanimiva in široko uporabljena. Seveda na osnovi teh meril izdelamo neke kazalnike, indikatorje, opredelimo ga kot opis, s katerim predstavimo nek dogodek, neko lastnost in ga potem kot tako tudi uporabljamo. Praviloma seveda bi morala vsaka bibliometrijska analiza in tudi raziskava uporabljati več teh kazalnikov, več teh indikatorjev, zato da bi predmet svoje analize oziroma raziskave bolje zajeli. No, to ni nobena posebnost v vseh raziskovalnih področjih, če le mogoče, uporabimo rajši več pristopov, različne pristope, ali to označujemo z izrazom triangulacija, torej pogosto tudi z različnimi metodami so te podatki ali pa praviloma mogoče celo z različnimi metodami te podatke zberemo. Torej gre za tovrstne kazalnike. Zelo, smo videli, zelo so splošno uporabljeni in zelo so znani. Še enkrat poudarjam, pogosto ne vemo tudi, kako so nastali, zato bomo v naslednjem predavanju to zelo natančno pojasnili, ker brez tega seveda jih pravzaprav ne bi smeli uporabljati. Kaj so prednosti in kaj so pomanjkljivosti? Ja, standardizirani, razumljivi, enostavni za uporabo in primerjavo, torej nadomestijo vrsto zamudnega zbiranja podatkov in zato jih seveda uporabljamo. Pomanjkljivosti so pa mogoče celo enaki, kot sem rekel. So standardizirani, so razumljivi, so enostavni, ampak mogoče so celo poenostavljeni in lahko jih tisti, ki se nikoli z bibliometrijo ne ukvarjajo, lahko površno ali celo napačno uporabljajo. To ni nek pogled z nekega stolpa znanstvenika, ki pač nekako z nekim podcenjevanjem gleda. Nasprotno, lahko se zgodi seveda, da ta merila in kazalnike uporabljajo vrhunski znanstveniki z različnih področij. Bomo videli, to so izrazi, ki jih danes pozna praktično vsak. To ne gre za nepoznavanje. Gre enostavno za mogoče poenostavljeno uporabljanje, ki lahko ima svoje negativne posledice. Kako nastanejo ta merila? Torej, za nastanek meril in posledično kazalnikov jasno potrebna
ustrezna bibliografska podatkovna zbirka. Omogoča so neko dostop in delavo velikega števila ustreznih podatkov. Še enkrat poudarjam, bibliometrija je pravzaprav nekaj, kar bi z angleščino rekla že big data science, torej praviloma uporabljamo zelo veliko podatkov iz vzrokov, ki sem jih omenil. Za te baze, torej bibliografske baze, mislim, rečem, z dodano vrednostjo, se uporablja neko generično ime, indeksi citiranja. Nekateri govorijo tudi citatnih indeksih, pa se mi ne zdi najboljši izraz, ker tukaj so citati v bistvu stranski produkt. Gre za klasične bibliografske podatke, ki so jim dodani še podatki o tem, katere vire navaja, citira posamezna objava. Torej v osnovi gre za bibliografsko bazo, ki je pač v bibliotekarski informacijski znanosti dobro poznamo, ki so ji te podatki dodani. Torej, tako jih tudi uporabljamo. V osnovi seveda mora biti pravilni bibliografska navedba tako v sami bazi, kot seveda tista navedba, ki je potem v bazo vključimo kot sekundarni podatek. Vpliv bibliometrijske meril, seveda ta je širši. Ne gre samo za analizo znanosti, ne gre samo za znanstvenega raziskovanja, ampak tudi za širšo informacijsko znanost. Najbolj znan je verjetno Google. Vemo, da je Google v zelo hitrem času pometel za vso svojo konkurenco. Svoj čas smo imeli izjemno veliko število različnih spletnih iskalnikov, brkljalnikov. Danes so še skoraj da vsi zgodovina, kljub recimo obupnim poskusom nekaterih velikih igralcev na področju informacijskih storitev, je Google tisti, ki ga vsi uporabljamo. Tukaj je seveda ravno ta PageRank bil bistven. Namreč spletne povezave ali linki, kot jih popularno rečemo, delujejo enako kot citati, enako kot navedbe. Povezujejo različne informacijske vire med sabo. Torej, tisto, kar je v znanosti ko se je kot začelo, se je danes pravzaprav dalo na uporabo vsem. To sicer spet ni naključje. Konec koncev vemo, da je Tim Berners-Lee svojo prvo spletno aplikacijo naredil ravno v okviru znanstvene ustanove, torej v CERN-u v Švici, kjer je želel ponuditi svojim uporabnikom dostop do informacijskih virov na način linkanja ali povezovanja. Tisto, kar so bili že oni vajeni, v bistvu že v predračunalniškem času. Že v predračunalniškem času smo iskali ali pa uporabljali vire, tako da smo pač videli citat in smo šli to pogledati. Torej, ta povezava ni slučajna, ni naključna. Tukaj sem uporabil pač eno slikico, kako ta PageRank dela, seveda na enak način delujejo tudi merila in kazalniki v bibliometrijo. Sicer je malo hecno, da neko izvedeno merilo kaže za to, da bi dokazal osnovno, ampak tako je. Vidite, da so linki ali povezave, ali v našem primeru citati oziroma navedbe, kažejo, kdo je s kom povezan, kažejo tudi, kdo je prejel največ linkov oziroma največ povezav, največ citatov, po velikosti, mogoče na tej sliki tudi po nasmejanosti. Najbolj nasmejan je tisti, ki ima seveda največ citatov oziroma linkov. Tako deluje tudi sama analiza citiranja. Iz tega se je razvila tudi posebna, znanost, področje ali podpodročje. V Sloveniji ga imenujemo webometrija. Nekateri so predlagali svoj čas spletometrijo, ker je pač, vemo, da je slovenski sicer ne najbolj posrečen prevod svetovni splet za World Wide Web.
vendar spet po drugi strani vemo, da tvorba novih besed, ki ima slovensko besedo in tujko, ker metrika je prav tako tujka, ni najboljša, tako da ga uporabljamo kar v tej obliki. Webometrija je bila izjemno popularna pred kakimi 10 in več leti, ko so seveda ugotovili, da je možno, tako kot raziskujemo kvantitativne poglede, ustvarjanje, uporabo informacijskih virov v znanosti, lahko to isto metodo uporabljamo za svetovni splet. Konec koncev, struktura svetovnega spleta je v osnovi narejena tako, kot je struktura znanstvenega dela. Linki so citati. Povezave so, spletne povezave so prav citate v znanosti. In to seveda premalo poudarjamo. Konec koncev seveda vemo, da celotni internet, svetovni splet, vse izhaja prav iz znanstvenih aplikacij. Zato so te metode se uporabljale tudi za webometrijo. Danes se pa seveda z razvojem tako zvanega weba ali splet 2.0 pojavlja še ena druga metoda, ki ima drugo področje, ki ima podobno metodo kot bibliometrija, ki rečemo altmetrija. Spet alternativa, torej alternativna, ki poskuša namesto klasičnih povezav, torej klasičnih citatov, uporabljati povezave, ki nastajajo v socialnih omrežjih. Recimo čivki, oziroma spet to je zanimivo, da tweet ali Twitter nišče noče prevajati kot čivkanje, kar dejansko pomeni, vsi uporabljamo tujko, no, tudi jaz ne bom naprej čivkal. Tweet je seveda prav tako neke vrste citat, navedba, pogosto se sklicujemo na nekoga, in odgovarjamo. Imamo tudi druga socialna omrežja, ki pravilno spet navajamo neke svoje vire, in jasno tudi tukaj se je razvila ideja, če smo že v webu 1 ali spletu 1 govorili o webometriji, zakaj ne bi spet te iste metode uporabljali tudi v webu 2, ki predvsem je značilen zaradi svojih socialnih omrežij. Tako da ima ta bibliometrijske metode imajo različne aplikacije, ki se širijo izvan same znanosti. Ampak seveda o tem ne bomo toliko govorili.